Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Večgeneracijski center mora predvsem predstavljati prostor neformalnega druženja, prostor, kamor se vsi želijo vračati, ker se počutijo sprejeto, in predvsem prostor, kjer je možno to neprisilno učenje in izmenjava različnih praks med generacijami in prostor sobivanja med različnimi generacijami. Res pa je, da smo želeli poudariti, če se je v preteklosti govorilo predvsem o sodelovanju med starejšo in mlajšo generacijo, je tu že z imenom poudarjeno, da gre za večgeneracijske centre, kar pomeni, da damo v ospredje tudi srednjo generacijo in v bistvu vse generacije pozivamo in jim nudimo možnost sodelovanja. Bo vaše ministrstvo še naprej nadgrajevalo in bo še vedno naprej dajalo podporo takim projektom, kakršen je večgeneracijski center? Vsekakor mi želimo predvsem širiti preventivne programe za pomoč družinam in različnim ranljivim skupinam, zato da se prepreči zdrs in da zmanjšamo pritisk na socialne transfere. To pomeni, da ljudem pomagamo, da do stiske sploh ne pride in s tem, ko rečemo, da v Sloveniji ni več take krize, kot je bila v preteklosti, da bomo več denarja namenjali tem preventivnim programom v skupnosti in krepili vse lokalne akterje, ker verjamemo, da ti programi morajo biti blizu ljudem. 8. marca praznujemo dan žena že mnogo let, pa vendar pravice žensk in pa ti dogodki, ki so se dogajali nedavno, niso najbolj na mestu. 8. marec praznujemo dolgo in prav je, da ga praznujemo. Prav je, da se ob tem dnevu spomnimo na vso prehojeno pot, na vse pogumne borke in akterje za pravice žensk v vsem tem zgodovinskem obdobju, da se spomnimo na njih, se spomnimo, da pravice niso samoumevne, da niso bile pridobljene zlahka. Hkrati je tudi priložnost, da se zavemo, da smo naredili pomemben napredek na tem področju, da je Slovenija v vrhu evropskih in tudi svetovnih držav, kar se tiče položaja žensk v družbi. Predvsem glede enakosti plačila imamo najmanjše razlike, pa še vedno te so. Čaka nas nekaj še na področju vključenosti žensk v gospodarskem področju, v gospodarskih družbah. Potrebno je pa tudi reči odločen ne zelo neprimernim izjavam nekaterim pomembnim javnim osebam v našem skupnem evropskem prostoru in to, kar se je prejšnji teden zareklo, upam, da zareklo poslancu evropskemu, da smo ženske manj inteligentne, bolj šibke in zato nismo upravičene do enakega plačila, je res, da vsi skupaj, da se odkrito zgrozimo nad takimi izjavami in jim odločno rečemo ne in da so le te popolnoma nesprejemljive.